Dober dan, voščim Vanja Trkman. Ja, ste vedeli, da te dni ne praznuje le naš kolesarski as Tadej Pogačar, ampak svoj rojstni dan tako rekoč praznuje tudi Univerza v Novi Gorici. Njena predhodnica, Fakulteta za znanosti o okolju, je namreč nastala 24. septembra 1995. Morda se zdi na prvi pogled nekoliko nenavadna primerjava, a tako kot je recimo Tadej Pogačar vrhunski na svojem področju, lahko rečemo, da tudi Univerza v Novi Gorici se zlasti na področju znanosti postavlja ob bok tistim velikim svetovnim raziskovalcem. No, tudi o tem bo tekla beseda v današnji oddaji. V studiu Radia Robin pa že lepo pozdravljam sedanjega rektorja Univerze v Novi Gorici Boštjana Goloba. Dober dan. Dober dan. Ja, pred 30 leti, prav v sredo, je bila podpisana pogodba, ko je bila ustanovljena predhodnica današnje Univerze v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, kot sem omenila. Šlo je za prvo mednarodno podiplomsko šolo v Sloveniji, ki sta jo ustanovila novogoriška občina in Institut Jožef Stefan. Na kratko, leta 1998 je sledilo preoblikovanje v Politehniko Nova Gorica in nato po 7 letih še v prvo univerzo v Sloveniji, ki je ni ustanovila država. No, pa bom uporabila kar besede prvega rektorja Danila Zavrtanika. V tistih časih je bilo skoraj da pregrešno razmišljati o svoji univerzi, je dejal, a prehojeni čas je pokazal, da je bilo to dobro. Kakšna pa je po vaši oceni vloga univerze v goriškem, slovenskem, pa tudi v širšem prostoru? Ja, univerza, jaz mislim, da je skoraj bolj prepoznana na državnem, nacionalnem nivoju, kot pa v lokalnem. In zato se seveda trudimo tudi z proslavami, kakršne potekajo pravzaprav preko celega letošnjega leta, bolj poudariti našo prisotnost v lokalnem okolju. Sicer pa je, kot ste omenili, univerza izjemno raziskovalno uspešna in danes je treba zavedati, da se znanost dela v absolutno mednarodnem okolju, saj večina znanosti. Tako da pravzaprav večje, bi rekel, uspehe ali pa potrditve naše uspešnosti doživljamo v mednarodnem okolju znanstvenem kot pa doma. Morda še ena vzporednica, ker sem ravno omenila Pogačarja. Vemo, da je izjemno prepoznan, pa menite, da ima znanost pri tem nekoliko zapostavljeno vlogo? Tadej, jaz mislim, da ni še 30 let star, ne, ampak če gledamo kolesarstvo, se veste, tudi vrhunski kolesarji uporabljajo, bi rekel, izsledke vrhunske znanosti. Če samo pogledate kolesa, to so rakete, ne pa kolesa, kakršna so bila včasih. Navadna kolesa, ja. Od leta 2022 ste rektor. Ste še na kakšen dosežek univerze v teh letih še posebej ponosni? Kaj bi izpostavili? To je vedno nehvaležno vprašanje, zato ker izpostaviš ene in potem takoj se oglasijo drugi, da imajo tudi oni sami dosežke. Torej, bi rekel, na nivoju univerze smo gotovo ponosni na nekatere pridobljene projekte v tem času. Naprimer, mednarodni kofund projekt SMEŠ. Nedvomno moramo omeniti, da je Univerza v Novi Gorici članica mednarodne zveze, tako imenovane Evropske univerze, ACROS, v kateri je še 9 drugih univerz po Evropi, ki vse delujejo v obmejnem področju različnih držav. Sicer pa je teh uspehov kar veliko, tako da bi jih bilo seveda že samo v času mojega mandata težko našteti, kaj šele v 30-letni zgodovini univerze. Si bom drznila povprašati pa vendarle o astrofiziki oziroma o tem področju, ker se zdi, da res prebivate meje. Torej, res je, astrofizika je ena, bi rekel, izmed naših paradnih disciplin. Raziskovalna skupina, ki deluje na področju astrofizike, se pravi, to je Center za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici, je, če se ne motim, trenutno največja raziskovalna skupina, ki na tem področju deluje v naši državi. Uspehi so izjemni, od seveda prebojnih mednarodnih objav na področju raziskav na tem področju.
Tako da, in seveda, kot sem že prej omenil, gre za mednarodne raziskave, kar pomeni, da so naši sodelavci člani različnih mednarodnih skupin, ki delajo dejansko na največjih projektih na tem področju v svetu. Ne omenjam samo največji oziroma najzmogljivejši, bom tako rekel, teleskop na svetu, se pravi observatorij Vere Rubin, kjer seveda naši sodelavci sodelujejo pri nekaterih raziskavah. Univerza v novo študijsko leto stopa v znamenju 30-letnice nastanka univerze, pri tem pa pogled usmerjajo predvsem v prihodnost. No, ena izmed dolgoletnih želja in načrtov, stara je skoraj da kot, bomo rekli, sama univerza, je gradnja novega kampusa. Več idej je že bilo, nedavno pa je v javnosti zaokrožila tudi idejna zasnova za tako imenovani fakultetni center, ki bi svoje mesto našel na območju železniške postaje Nova Gorica. Rektor Boštjan Golob, kaj vse še manjka, da bi lahko od te ideje stroji tudi zabrneli? Ja, prej sem vprašal o stvarih, na katere sem morda ponosen v času svojega rektorovanja. No, ena izmed pomembnih stvari, ki smo jo dosegali, je tudi sprejem strategije na področju grajene infrastrukture, se pravi omogočanje razvoja univerze v Novi Gorici, ki ji seveda zdaj skušamo slediti. Fakultetni center, ki ga omenjate, je del te strategije. Se pravi, strategija predvideva selitev nekaterih fakultet v mestno občino Nova Gorica, potem postavitev novih laboratorijev in centrov za raziskovalno in razvojno dejavnost v občini Ajdovščina. No, v dvorcu Lantjeri v občini Vipava, kjer smo trenutno prisotni, bi pa nadaljevali delovanje naše fakultete za vinogradništvo in vinarstvo in pa centra za raziskave vina. Morda bo nekdo rekel, da je ta strategija ali pa ideje, ki jih imamo, so dejansko samo ideje ali pa celo računi brez krčmarja, ampak jaz sem prepričan, da brez dokaj velikopoteznih načrtov verjetno tudi univerze same sploh ne bi bilo, če ne bi nekateri ljudje imeli drzne načrte pred 30 leti. No, pa vendar, govori se o tej idejni zasnovi. Kaj vse bi umestili noter, kaj je predvideno? Torej, v tem tako imenovanem fakultetnem centru, v ta center bi umestili vse trenutne fakultete univerze v Novi Gorici, razen Akademije umetnosti, ki ostane na trenutni lokaciji, ki bi ostala na trenutni lokaciji v Rožni dolini. Tam smo ob koncu prejšnjega leta tudi otvorili nove prostore, prenovljene, razširjene prostore Akademije umetnosti. Potem fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, kot rečeno, bi ostala v Vipavi, in pa fakulteta za podiplomski študij, se pravi, tu gre pa za študije na 3. stopnji, se pravi doktorske študije, ki morajo biti so izjemno povezani, še bolj kot ostali, z raziskavami, bi bila pa verjetno umeščena v prostor poleg laboratorijev in centrov v Ajdovščini. Se v Ajdovščini dogovarjate, oziroma vemo, da ste že v pogovorih tudi pri snovanju Biotehnopolisa? No, točno o tem govorim, ne? To je ta del, bi rekel, strategije, ki se tiče razvoja v občini Ajdovščina, ravno v tako imenovanem Biotehnopolisu. Bi radi pridobili približno 5,5 hektarov zemljišč, na katerih bi potem naredili te, bi rekel, nove laboratorije in centre, v katerih bi lahko tako raziskovalci kot študenti raziskovali, bivali in delali tako rekoč z ramo ob rami z nekaterimi visokotehnološkimi podjetji. Center, fakultetni center, kot ste omenili, ta ni mišljen zaprta enota. Ko sva govorila o sami idejni zasnovi, ste mi dejali, da bi bil to nek doprinos za skupnost, pa tudi širše. Zakaj to menite? Če pogledate idejno zasnovo tega centra, je to po mojem mnenju izjemen arhitektonski dosežek, ki presega, bi rekel,
želje in pa seveda tudi zmožnosti Univerze v Novi Gorici. To je projekt, ki je pomemben niti ne samo za mestno občino Nova Gorica, pač pa za celo regijo in s tem za celotno državo. In v tem smislu je seveda potrebno se dogovoriti tudi o financiranju takega projekta, zato pravim, da gre za enkrat zgolj za idejno zasnovo. To je center, ki je, torej sam nisem arhitekt, ampak lahko samo izražim svoje navdušenje, ki je odprt proti mestu, hkrati je trajnostno naravnan, poudarja to čezmejno področje, se pravi nagovarja tako področje, na katerem bi stal, kot ste rekli, to je območje železniške postaje, kot tudi to čezmejno področje, v katerega se z namenom želi umeščati naša univerza. Ne nazadnje smo tik pred pridobitvijo dodatnih namestitvenih kapacitet za študente v Italijanski Gorici in seveda hočemo poudariti to edinstveno območje v Evropi in širše teh dveh mest, ki se razvijata ne glede na prejšnjo razmejitveno črto. Danes v ospredje postavljamo prehojeno pot, zlasti pa cilje in načrte univerze, ki je dobro prepoznavna v širšem prostoru. Prejle sva se dotaknila tudi vaše dolgoletne želje izgradnje novega kampusa. Fakultetni center je sedaj, bomo rekli, ta delovni naslov. Ena izmed ovir, ki stoji na poti, je seveda pravno-formalni status univerze, ki kljub temu, da sta jo ustanovila, bomo rekli, javna partnerja, nima statusa javne univerze. Torej, kako kažejo pogovori v tej smeri? Torej, če najprej pojasnimo, da dejanski status univerze, kot ste omenili, ustanovila sta jo dve osebi javnega prava, se pravi Mestna občina Nova Gorica in pa Inštitut Jožef Štefan. Vendar po zakonu o visokem šolstvu so v Sloveniji javne oziroma državne univerze samo tiste, ki jih ustanovi država. Po drugi strani seveda se je treba zavedati, da se univerza v Novi Gorici praktično od vsega nastanka, tudi zaradi ustanoviteljev in zaradi ljudi, ki so jo vodili, obnaša v veliki meri kot javna univerza. Tukaj prihaja potem do, bi rekel, določenih problemov pri pridobivanju nekaterih ali pa pri dostopu do različnih virov sredstev javnih, ker pravno-formalno nismo javna univerza. Zato je tudi strategija razvoja na nek način povezana, kot vedno, z finančnimi sredstvi in s tem z našim pravno-formalnim statusom. Zaenkrat niso bili narejeni nobeni konkretni koraki, namreč treba se zavedati, da je ustanovitev javne univerze absolutno politična odločitev, ne nazadnje jo mora sprejeti Državni zbor Republike Slovenije. V tem smislu seveda razmišljamo o morebitni spremembi statusa. Kot rečeno, nismo naredili zaenkrat še nobenih konkretnih korakov, ker se je treba zavedati, da je pa to stvar, ki jo je treba dobro premisliti. Po drugi strani bi rekel, da se nam nikamor ne mudi. Mi uresničujemo svojo strategijo v našem lastnem tempu, se pravi tempu Univerze v Novi Gorici, kot mislimo, da je smiselno. In seveda pričakujemo od vseh deležnikov pri tem, da se obnašajo profesionalno. Ne nazadnje, to ni nekaj, veste, kar bi bilo potrebno nujno narediti ravno zdaj. To ni, ne vem, popust v trgovini, ki ga je treba. Pa vendarle veže roke pri določenih projektih. Odvisno, za katere projekte govorimo. Torej, za redne aktivnosti Univerze v Novi Gorici ni glede tega nobenih problemov. Fakultetni center. Fakultetni center je pa drugo vprašanje in zato tudi pravim, da je zaenkrat to račun brez krpmarja. No, pred nami je novo študijsko leto. Več kot polovica študentov je tujcev, kot sem omenila prej. Kakšen izziv predstavlja to pri poučevanju? Recimo slovenščina. Do neke mere seveda predstavlja problem pri uporabi ustreznega jezika pri poučevanju. Kot veste, po našem zakonu seveda je uradni jezik predavanj
na vseh akreditiranih študijskih programih slovenščina. O tem smo imeli precej, bi rekel, na trenutke celo žolčnih debat pri pripravi novega zakona o visokem šolstvu. V resnici je pa to v roku leta, mogoče bo to povsem nepomembno vprašanje. Namreč danes nam umetna inteligenca omogoča simultano prevajanje iz enega v katerikoli drugi jezik. Jaz si predstavljam, da če ne v tem študijskem letu, pa v naslednjem študijskem letu bom lahko predaval v slovenščini, zraven se bodo prikazovali podnapisi v kateremkoli drugem jeziku. Tako da to ni tako, bi rekel, velik izziv. No, kako pa se je kaj v teh letih število študentov spreminjalo in bi želeli privabiti tudi večje število domačih? Absolutno. Število študentov se spreminja počasi. Seveda v pozitivnem smislu. Število študentov nam v zadnjih nekaj letih stalno narašča na tako rekoč vseh študijskih programih, vendarle počasi. Jaz sem prepričan, da je to tudi posledica tega, da moramo poskrbeti za novo infrastrukturo, za boljše razmere prebivanja študentov v lokalnem okolju in tako naprej. Za konec sem prihranila projekt SMEŠ, vreden kar 10 milijonov evrov, nekaj ste ga že omenjali. Njegov cilj, če poenostavimo, je privabiti podoktorske raziskovalce z celega sveta, pravzaprav v Slovenijo, zasnovale ste ga vodilne raziskovalne institucije v Sloveniji. Morda bi poudarili tudi, da gre za prvi CoFound projekt, ki ga koordinira ena izmed slovenskih inštitucij. Kakšnih učinkov se nadejate iz tega projekta? Učinki bojo, jaz mislim, seveda na neposredni, bi rekel, znanstveni output na različnih področjih. Namreč gre za projekt, pri katerem se uporablja metode strojnega učenja na zelo različnih področjih osnovnih raziskav. Drugo vprašanje je pa, kaj bojo še, bi rekel, dolgotrajnejši rezultati tega projekta. Nedvomno si po eni strani prizadevamo nekatere od teh strokovnjakov obdržati tudi za daljši čas v Sloveniji, ne samo za 2 leti, kolikor traja usposabljanje oziroma delovanje vsakega od teh strokovnjakov na naših inštitucijah, ki sodelujejo. Po drugi strani bi pa radi seveda tudi vzpostavili kakšne interakcije z nekaterimi podjetji, ki uporabljajo umetno inteligenco. Ta povezava znanja z podjetji je tudi za univerzo ena izmed ključnih? Nedvomno, to sploh ni vprašanje. Na temu dajemo velik poudarek. Med drugim smo pred približno pol leta objavili katalog znanja in opreme na Univerzi v Novi Gorici, ki je namenjen zunanjim uporabnikom in seveda navezujemo in vzdržujemo stike z različnimi gospodarskimi subjekti, tako v lokalnem okolju kot širše. Pa bi mogla podjetja bolj sodelovati z vami, vi bolj s podjetji? Veste, to je vedno vprašanje, ali bilo najprej jajce ali najprej kokoš, ki se pojavlja pri odnosu med, bi rekel, akademsko sfero in pa gospodarstvom. Ravno zato, da to presežemo, smo pripravili omenjen katalog. Interes? Mi imamo seveda obstoječa sodelovanja z različnimi podjetji v okolici. Upamo pa seveda, da bo na podlagi tega, da bo lokalno okolje spoznalo, kaj vse znamo in zmoremo na univerzi in bomo na podlagi tega lahko še bolje sodelovali. Začela sva s praznovanjem, pa dajva še zaključiti v tem tonu. Torej v sredo pripravljate tudi svečano akademijo pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar. Dogodek, pravzaprav že prejšnji teden ste imeli en prvi del, bomo rekli, v dvorcu Lentieri s podelitvijo častnega naziva. Kaj vse se obeta torej to sredo? Komu se boste še posebej zahvalili za, ne vem, dolgoletno delo? Zahvalili se bomo vsem sodelavkam in sodelavcem, bivšim in sedanjim, ki so univerzo popeljali po tej poti zadnjih 30 let. Posebej seveda velja izpostaviti tudi nagrajence, prejemnike častnega naziva zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici. To sta profesor dr. Guido Bratina in pa profesor dr. Mladen Franko,
ki sta univerzi ne samo doprinesla k njeni znanstveni odličnosti, pač pa tudi organizacijsko jo popeljala na poti, bi rekel, od rojstva do nekako polnoletnosti. Ja, hvala za današnji obisk in pogovor in ob 30-letnici veliko vedoželjnih študentov, zagnanosti in seveda preverjeno voščilo. Srečno. Hvala lepa. Radio Robin.